Dobro jutro v tem čudovitem sončnem januarskem jutru. Trenutno je še sredina januarja, ampak tale video bo uploadan ob začetku februarja. In to zaradi tega, ker bo prva obletnica tega YouTube kanala The Lifekeeper's Diaries. Moj veliki izziv, moje veliko učenje, ampak res sem ful hvaležna za to, da sem se podala na to pot, čeprav je res velik izziv je imeti YouTube kanal, se snemati, delati vsebine, vedno biti v tistem vprašanju, a je sploh smiselno, pa kaj v bistvu sploh počnem. Ampak res sem pa ful hvaležna zaradi tega, ker sem se ogromno enih stvari naučila skozi to o sebi, pa o življenju okrog sebe, pa o tem, kaj mi zares nekaj pomeni in kaj želim deliti s svetom. No in ob tej prelomnici oziroma obletnici sem se odločila, da posnamem video o tem, kar je dejansko bil eden izmed razlogov, zakaj sem se sploh podala na to pot. In sicer lansko leto sem si zadala eno nalogo, da še bolj opazujem, kako se svet spreminja v ciklu starodavnih praznikov. Torej, kako se narava okrog nas spreminja ob teh mejnikih, ki so jih naši daljni predniki postavili kot ene take prelomnice, ki so jih tudi označili s svojimi prazniki. No in ko sem začela s tem kanalom, je bil ravno čas Imbolca. Imbolc je pa starodavni keltski praznik, prvi izmed spomladanskih praznikov, ki pade na 1. februar. In že takrat sem opazila, da dejansko res ima smisel, da je v tem času praznik. To je ravno na polovici nekje tam med solsticijem in ekvinokcijem. In v tem času se res že zelo močno začne videti, da prihaja pomlad. Kar pa sem zdaj s tem opazovanjem, kako se narava skozi leto spreminja, opazila, da dejansko se začnejo te subtilne spremembe že januarja. Torej na take lepe sončne dneve, če gremo januarja ven in opazujemo, kaj se dogaja v naravi, vidimo, da ptičice že mnogo bolj spomladansko pojejo, kar tam konec novembra pa v decembru, v tistih najtemnejših dneh niso. Da prstiči že začnejo poganjati na nekaterih grmovjih oziroma drevesih, da je res narava, kljub temu, da je ujeta še zelo v tist mraz, mogoče najmočnejši mraz v sezoni, ampak še vseeno pomlad že kaže, da je na poti nazaj v našo deželo. No, ampak predvsem sem pa želela nekaj drugega podeliti z vami. In sicer sem se v teh časih veliko sprašvala, kakšna je bila modrost oziroma znanje teh naših daljnih prednikov in predvsem, kako jih mi danes vidimo in sprejemamo. In mi smo bili zelo fejst naučeni v to linearno miselnost, torej da stvari linearno potekajo in da tudi znanje na tak način kopičimo sami in znotraj naše kolektivne zavesti oziroma našega pač kolektiva. In posledično si mislimo, da smo mi danes nekak višek civilizacije na tem planetu, da smo tisti, ki imamo največ znanja, največ modrosti, da smo pač res in sploh v primerjavi s tem, kar je bilo nekoč. Ampak, o bog, kako se motimo. Ful mi je zanimivo, ko poslušam ljudi, ki govorijo o preteklih civilizacijah, pa ne glede na to, koliko ljubeče govorijo o njih, je večinoma miselnost, da
so izhajali iz strahu, pred tem, da se jim ne bi kaj hudega zgodilo, in zato so delali, kar so delali. Torej, da vsi ti prazniki, vse te prakse nekako sožitja z naravo in priklanjanja naravi in nekim vesoljnim ritmom, da so izhajala iz strahu, kaj pa bo, če ne bo letine, kaj pa bo, če ne bo dežja, ko bi moral biti, kaj pa to, če ne bo sonca, ko bi moralo biti toplo. Potem bo pa na nas padla poguba in bomo pač pogubljeni. In to je še en program, katerega smo bili ljudje zelo dobro naučeni v tej kulturi. Program strahu, da v bistvu vse, kar delamo, izhaja iz strahu, da ne bi na nas padla poguba, da pač ne bi bili kaznovani za neke napačne prakse, ko bi morali narediti nekaj drugega. Ampak zanimivo je, kako nesposobni smo prepoznati, da so to dejansko naši vzorci, da to niso univerzalni vzorci, da so bili to vzorci, za katere so nas zelo dobro učili celo življenje, pa že nekaj generacij pred tem. Ampak ni pa nujno, da vsi delujejo po teh vzorcih. In jaz zelo rada pregledujem zgodovinske stvari, zgodovinske pripovedi, miselnosti, pač vse, kar se nekako da zvedeti o naših preteklih civilizacijah. In zanimivo je, da je vedno več avtorjev, ki pripovedujejo o tem, da naši daljni predniki, torej ne predniki 200-300 let nazaj, ampak tisti 5, 10, 20 tisoč let nazaj, da so pa delovali po zelo drugačni miselnosti. In ta miselnost oziroma ta njihov duh je bil veliko bolj vpet v cikle narave, v duha svetosti. Svetost je nekaj, kar smo mi precej izgubili v tem trenutnem svetu, ampak to smo mi, to niso bili vsi vselej. In nekoč so bile civilizacije, ki so veliko bolj slavile svetost, radost, lepoto, spolnost, užitek, tisto, kar je lepega in dobrega na tem svetu. In niso v tolikšni meri izhajale iz strahu, ampak iz priklanjanja dobremu. In zato je res zanimivo, da mi danes mislimo, da so vse njihove prakse bile odsev tega strahu pred tem, da se jim ne bi zgodilo nekaj slabega. In ne moramo doumeti, da mogoče so pa delale v duhu tega zavedanja, da so del, da je človek del nečesa večjega, del česar je lepo biti, del česar želimo biti. In želimo to tudi ohranjati in podpirati. In torej njihove prakse niso bile toliko stvar strahu pred tem, da bi bilo nekaj groznega, če tega ne bojo naredili, ampak del miselnosti, da jaz sem del nečesa, kar je večje od mene, ampak sem brezpogojno del tega in zato sem hvaležen. In zato, ker sem temu hvaležen, se bom temu priklanjal. In ker se zavedam, da sem sestavni del tega, želim biti kvaliteten sestavni del tega. Želim delovati v skladu s tem, da bo tisto, kar bom jaz naredil, podprlo našo celoto. In ta je zelo velik premik v zavesti. Torej, ali si v zavesti tega, da se samo izogibaš nečemu slabemu in boš pač v tistem strahu in gnevu naredil vse, kar boš lahko, zaradi tega, da boš ohranil lastno eksistenco, ali si v duhu tega, da si poln življenja, poln hvaležnosti, poln ljubezni do sebe in do vsega, kar je okrog tebe, in boš naredil vse za to, da se ta hvaležnost, ta povezanost, ta enost, ta kvaliteta, da se podpre za tebe in obenem tudi za vse, kar te obdaja.
Brala sem eno zelo dobro knjigo, Sacred Pleasure, lahko tudi dam dol link do pač te knjige, jo lahko najdete tudi na internetu. In ena izmed boljših misli, ki jih je napisala v tej knjigi avtorica o kulturah 10-20 tisoč let nazaj, je bila, da če bi te kulture gledale človeka danes, bi si verjetno mislili, ojoj, ti ljudje so bolani, treba jim je pomagati. In mislim, da ta misel kar približno vse pove o tem, kaj vse smo nekoč znali in poznali in v kakšnem duhu je bilo človeštvo nekoč v primerjavi z danes. In mislim, da če vemo to, posledično, kot prvo, lahko majčkeno drugačno perspektivo našega uspeha danes dobimo in majčkeno premislimo, a smo res tak višek civilizacije na tem planetu in a mogoče vendarle ne bi bilo smiselno malo drugače. Kot drugo, pa mislim, da je to en tak velik poriv v smeri, da zares zmoremo drugače, ker je že bilo drugače, ker ni neznano, je zelo, zelo znano in je obstajalo tisočletja. Ker to so civilizacije, pri katerih arheologi niso najdeli orožja, niso najdeli obrambnih zidov, niso najdeli sledi nasilja. To so družbe, ki so bile zelo, zelo egalitarne, zaradi tega, ker njihovi domovi in vse, kar so najdeli ostankov njihovih domov, njihovih prostorov, kaže na to, da ni bilo skoraj nobenih razlik v standardu življenja vseh članov družbe. To so družbe, ki so slavile lepoto, užitek, umetnost, tiste lepe plati življenja. To so družbe, pri katerih ni bilo praktično nobene hierarhije v družbi, ni sledu vladarjev in podložnikov, ampak so dokazi tega, da so ljudje soustvarjali svojo družbo, vsak je sicer imel svoj položaj v družbi, kar je popolnoma smiselno, ampak ni bilo pa tega, da bi bil nekdo nad nekom drugim. To so bile družbe, ki so dejansko živele tiste pozitivne vrednote, o katerih tako radi govorimo danes, ampak jih zelo malo prakticiramo. In če se zavedamo, da je to nekoč že obstajalo, potem lahko vemo, da zmoremo, da na tem planetu ljudje, taki kakršni smo, zmoremo živeti na tak način, zmoremo živeti na podporen način za čisto vse nas in na podporen način za vse, kar nas obdaja. Zmoremo biti tisti skrbniki tega planeta in zmoremo dejansko živeti svojo polnost, polnost vsega tega potencijala, ki ga človeško bitje nosi v sebi. Ker človeško bitje ima ogromen potencijal za vse, dejansko za vse, za tisto najlepše in tisto najbolj škodljivo. In samo naša stvar je, stvar naše izbire je, kaj bomo izbrali, kaj bomo izrazili. A bomo živeli iz svojih bolečin, strahov, omejujočih vzorcev, ali bomo izbrali to, da imamo možnost za čisto vse, za kar se odločimo in izberemo rajš tisto svetlo, zavestno, ljubeče.
to leto je bila res velika šola za mene in verjetno pač skladno s tem kanalom bo še naprej potekala moja velika šola. Ampak res sem želela to zdaj ob nekako zaključku tega letnega cikla podeliti. Da ja, ogromno se lahko naučimo od naših prednikov in absolutno imamo možnost videti našo preteklo zapuščino skozi drugačno prizmo. Prevrednotiti to, kar nas oblikuje, pobrati tisto, kar nas najbolj podpira in ozavestiti tisto, kar nas omejuje. In že na podlagi tega, če bomo ozavestili te stvari, lahko pridemo v veliko boljšo verzijo sebe in naše celotne družbe in absolutno zmoremo veliko bolj podpreti ta planet, vse življenje, del katerega smo. Nismo ločeni ne od živalskega sveta, ne od rastlinskega sveta, ne od mineralnega sveta, ne od tega vesolja. Mi smo del vsega tega. Ampak stvar je, ali do tega gojimo strah, ali to sprejmemo kot največji dar, ki nam je bil podarjen v največji ljubezni in izhajamo iz želje po podpiranju ljubezni, po podpiranju naše skupnosti, po podpiranju življenja, vsega življenja, znotraj nas in zunaj nas. Tako da res najlepša hvala vsem, ki ste me spremljali to leto in tistim, oziroma upam, da pač vsem vam, ki boste ta kanal spremljali še naprej. Ful bom vesela tudi kakršnihkoli feedbackov, ali za izboljšave, ali za podporo, ali samo za en tak prijeten stik. In naj se ta kanal še naprej razvija kot šola meni in kot podpora vsem nas. Tako da lepo vas pozdravljam in vam želim vse najlepše še v naslednjem ciklu.